Janša je sicer danes na obisku v Savinjski regiji, kjer so imeli zjutraj najprej delovni posvet, dan pa bodo končali z javno tribuno o razvoju in perspektivah te regije. Čeprav je obisk gospodarsko obarvan, se ministri niso mogli izogniti epidemiji in njenim posledicam. Katarina, koga vse so premijer in ministri obiskali in predvsem kaj so jim obljubili? Minister za delo Janez Cigler Kralj je obiskoval domove za starejše. Obrambni minister Matej Tonin si je ogledal proizvodno podjetja Prevent in Deloza, ki izdeluje inovativno zaščitno opremo. Medtem ko je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek sodeloval na omizju s tukajšnjimi podjetniki. Tu je beseda tekla predvsem o dveh temah, o načrtu za okrevanje in odpornost ter tudi o aktualnih razpisih za podporo gospodarstvu. Kar se tiče prvega, torej tako imenovanega NOO-ja, v okviru katerega bo država dobila najmanj 2,5 milijarde, so pristojni ravno danes naznanili, da bodo prvi milijoni pri nas že konec tega meseca. Precejšen del bo dobilo tudi Ministrstvo za gospodarstvo, slabega pol milijarde, večino pa bodo namenili za spodbujanje podjetništva. O vsem tem bo precej govora tudi jutri. Vlada namreč ostaja na Celjskem, pridružil pa se bo tudi del najvišjega političnega madžarskega vrha z Viktorjem Orbanom na čelu. Katarina, hvala. Energetsko gospodarstvo Šaleške doline je v čedalje slabšem stanju, termoelektrarna Šoštanj in premogovnik Velenje sta tik pred bankrotom. Vse bolj je jasno, da je bila naložba v 6. blok TEŠ-a, ki je državo stal vrtoglavih 1,4 milijarde evrov, nerentabilna. Termoelektrarna je lani ustvarila za okoli 250 milijonov evrov izgube, projekcije pa kažejo, da že spomladi prihodnje leto denarja ne bo več niti za plače. Kar pa bi za Šaleško dolino z več kot 5000 zaposlenimi v energetiki pomenilo socialno katastrofo. Na pomoč zato zdaj kličejo državo. Konec uporabe premoga v Šoštanju do 2034 in posledična zaustavitev 6. bloka TEŠ-a. Glavni temi pogovorov ob obisku infrastrukturnega ministra v Šaleški dolini. To je tista optimalna letnica, ko lahko zagotovimo tudi dovolj finančnih sredstev za prestrukturiranje regije. Ob tem računajo na pomoč Evropske komisije. Prvi paket bi bil težak okoli 240 milijonov, ki bi jih vezali na različne razpise. Ob tem poudarjam, da vlada Republike Slovenije ne bo pustila ljudi samih, ampak bomo regiji pomagali, da se prestrukturira, da se zagotovi novih 5000 delovnih mest. Sicer grozi stečaj TEŠ in posledično socialna bomba. Sigurno da boste šla v stečaj, to je definitivno. Nas ne šmirgla za te zadeve nihče. Zdaj, če bojo zaprli, bo v redu, samo ne v redu za ljudi. Je preveč brezposelnih. Državna dokapitalizacija medtem ni opcija, saj bi šlo v tem primeru tako Vrtovec za pomoč nečemu, kar Evropska komisija terja, da se opusti. Alternativa bi po njegovem lahko bilo prestrukturiranje v zemeljski plin. Časa za to, da postavimo nek nov proizvodni objekt, ki bo seveda ne take velikosti kot je blok 6, je izredno malo. Tempo, ki ga nam narekujejo zaveze dane k temu, da pridemo v ogljično nevtralno družbo, so pač takšne, da botruje rasti CO2 kuponov. Tudi na ta račun je termoelektrarna nedavno precej podražila cene toplote, s katero ogreva dolino. Glede na to, da smo zdaj dobili položnice 36-35% dražje položnice, ne morete verjeti. Eno stanovanje je prišlo položnica 230 evrov za ogrevanje, komplet. O strategiji bo zdaj razpravljala vlada. Sprejeta bi lahko bila do 1. oktobra. Nova nesreča